Konec minulega tedna so se v Radencih pri Starem trgu ob Kolpi zbrali ljubiteljski slikarji in kiparji, udeleženci likovne kolonije Kolpa šumi. Letošnja prireditev je bila organizirana v Radencih z namenom, da obeležimo 10-letnico Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Tukaj se je zbralo okrog 18 umetnikov. Nastala so zelo lepa dela, ki bomo uporabili nekaj za promocijska darila, tudi jih bomo nekaj prodali, da pokrijemo stroške same likovne kolonije, drugače so pa tudi na ogled, mogoče kakšno razstavo organiziramo. Sicer pa so nastala dela na ogled postavili že ob zaključku kolonije. Pozornost domačinov je najprej pritegnila lesena skulptura Toneta Šegine, ki je upodobil, kak poljanec laufa na sodišču, ali se pravda, da ima prav. Kot pravi Šegina, ki je tudi sam iz Poljanske doline, je nekdaj veljalo, da so se Poljanci zelo radi pravdali na sodiščih. In sodišče brez tega ne bi ostalo, če ne bi bilo Poljancev. Skulpturo Poljanca z dežnikom v rokah in klobukom na glavi je Šegina izdelal v enem samem dnevu iz enega kosa hruškovega lesa. Pri tem pa je uporabljal le motorno žago. Tukaj samo z motorno žago. Samo z motorko. Tudi takšne natančne stvari? Ja, točno to. Tudi to. Slikarje zbrane na koloniji pa so prevzele predvsem lepote Kolpske doline, ki so jih vsak na svoj način upodobili na slikah. Zdaj sem že tretjič v Beli krajini, na tretji koloniji. V glavnem Bela krajina, Kolpa. Meni je tukaj lepo in ljudje so prijazni. Motivov ne manjka? Motivov ne manjka, Kolpa je čudovita in zato recimo letos sem prav slikal Kolpo in sem hotel brzice ujeti, ker je Kolpa, naslov kolonije Kolpa šumi in to sem hotel tudi nekako naslikati, da se to vidi in sliši. Ne le kosa, tudi nekaj drugih slikarjev je očitno pritegnil razpadajoči mlin v Radencih, saj je nastalo kar nekaj slik s tem motivom. To so biseri za slikarje in res to je najlepše risati. Andrej Levstik iz Kočevja pa je dolino Kolpe opazoval le oddaleč. Odločil se je namreč, da bo obdelal veliko skalo, ki že dolgo stoji ob cesti nad Radenci. Na njej je poskušal upodobiti vse, zato vas značilne motive. Ko človek prihaja z nekimi pričakovanji in odhaja z nekimi občutji. Razdelil sem na 3 nivoje, vertikalno, na 3 sklope, se pravi spodnji, srednji in zgornji Radenci. Plus tega sem hotel želel bi prikazati preteklost življenja, ki je tukaj bil, sedanjost in neka, se pravi, neka utrip življenja, ki je sedaj prisoten v tem okolju, v tej prečuditi naravi. Verjetno mi ne bo uspelo skale obdelati le v 2 dneh, nam je razlagal Levstik, se bom pa še vrnil k temu kamnu in mu dodal še nekaj detajlov iz bakra. Nekako bom poskusil, se pravi, vkomponirati tudi bakar z nekimi manjšimi elementi, segmenti. Mogoče, kako mi bo to uspelo, bom pa videl, kako bo končana zadeva. Likovna kolonija v Radencih je torej uspela in za seboj pustila nekaj zanimivih sledi v obliki lesenih in kamnitih skulptur ter raznovrstnih slik. Zaključili so jo s pestrim kulturnim programom, ki so ga oblikovali v Poljanski dolini nepogrešljivi tamburaši in folkloristi.